Me veseli, da ste spet z nami v oddaji Ambienti. Danes si bomo ogledali stanovanje, katerega rdeča nit je modra barva, spoznali inovativni sistem talnega ogrevanja in sprejemnike sončne energije, ter se sprehodili po stanovanju na vrhu meščanske stavbe. Je tudi vaša najljubša barva modra? Faraoni v starem Egiptu so modro nosili kot zaščito pred zlom. Modre krvi naj bi bili vladarji, modra pa naj bi tudi ščitila pred čarovnicami. Lastnik stanovanja v Ljubljani je želel, da je modra rdeča nit njegovega doma. Želja naročnika je bila imeti stanovanje opremljeno z vodnimi motivi. Nekih akvarijev, fontan, glih ne vidim, kako ste se lotili zadeve? Ja, ker gre za stanovanje, ki nima neke kvadrature, kjer bi si lahko privoščili nek akvarij, da bi to res izgledal kot nek vodni motiv, ne pa pač nek mičkin akvarij. So pol midve raje to željo po nekem vodnem motivu prevedle v tako vodno barvno shemo in potem se nekako uporablja to pri barvanju sten, pa tudi kavčev, nekih takih morskih, zelenih, pa tako ta pol plava barva shema pol gre nekako se vleče po celem stanovanju. Spalnica je zelo zanimiva, ker deluje tako na pol dokončana, kot da je malo barve zmanjka, seveda to je verjetno namenoma, ne? Zdaj, to plavo barvno shemo smo nadaljevali tudi v spalnici, kjer so se namesto klasičnega barvanja cele stene. Stena namreč za posteljo mora biti pobarvana skoraj, zato da se ne maže, če je pač brez vzglavja. Torej, odločili smo se za pač neko igro z pleskanjem, kjer smo pol, da ni neke potrebe po pol še nekem motivu, pa da ni tako klasično, smo pol hoteli ta nek ferlauf oziroma na pol pobarvano steno, da je pol tam se nekaj zgodi, obenem pa pač, ko se človek tega naveliča, se pa pač nekaj drugega pobarva gor. So bili potrebni številni posegi, da je stanovanje danes takšno, kot je? Ja, res je. To je eno od stanovanj, kjer smo kar posegali v praktično vse napeljave, parket, ploščice, kopalnico. Predelne stene so sicer ostale, nosilne seveda morajo ostati. Smo tudi potem premikali vrata. Kakšno je bilo prej in kaj ste želeli v bistvu s tem doseči? Prej je bilo pač standardno stanovanje, tako kot vsa. Kuhinja je bila po tej steni, ki jo vidimo. Tukaj, kjer sedimo, je bila mišljena jedilna miza, tamle zadaj je bila televizija, tukaj so bila pač vrata iz vetrolova ponovno niso bila steklena, se pravi, bil spet vetrolov temen. Bile so pač ploščice tukaj po kuhinji, zato smo mogli tudi potem se odločiti, da smo zamenjali talne obloge. Potem smo se odločili za boljšo postavitev kopalnice, kar je prineslo za sabo pač tudi menjavo sanitarne keramike. Je že vse bilo noter? Ja, pač bilo je novogradnja, pripravljena na vselitev. Potem smo... Kaj pa ogrevanje je tako, kot je bilo prvotno, ali ste tukaj tudi kaj spremenili? Ne vidim nobenih radiatorjev, vse je skrito. Ja, radiatorji so bili prvotno noter, potem smo mi v eni fazi nameravali zamenjati te radiatorje za lepše. Potem se je izkazalo, da je bolje dati v stanovanje nov parket, kot pa samo dopolniti obstoječega, in to je potem pripeljalo Damjana na zamisel o talnem ogrevanju. To zamisel smo veselo pozdravili in to je rezultat. Kopalnica je prav neka posebna zgodba tega stanovanja, ne? Tam si je še posebej dal nekega vodnega duška, rečemo temu, užitkarskega. Ja, kopalnica je, predvsem smo gledali, da je funkcionalna, da smo spravili pralni in sušilni stroj iz kopalnice v utility, ker se nam je zdelo nesmiselno, da bi pač ta mali prostor, ki ga imamo na voljo, zapolnil še s temi stroji, če je zraven v bistvu en prostor, ki je lahko prav temu namenjen. Tako da smo potem premaknili napeljave, zbrali novo sanitarno keramiko, zbili smo dol ploščice, tukaj so nam bili v
zelo dobro pomoč naši izvajalci, ki so delali vse točno tako, kot smo jim naročili. Potem so pa prišli z posebnim premazom, tako da zdaj ploščic ni nikjer v stanovanju in smo v končni fazi potem v vsem tem servisnem delu menjali ploščice za ta premaz. Ampak pika na i je pa to, na kar sem že na začetku napeljeval, je pa ta tuš in ta ključni vodni element v kopalnici, ne? Je malo poseben. Ja, to pa je Damjanova želja, že od vsega začetka je bila po teh hue svetilih, se pravi teh ledicah, ki spreminjajo barve. Tega imamo po stanovanju kar precej in seveda, ko smo prišli do izbire tuša, je bilo nekako logično, da izberemo tuš, ki ima tudi neko kromoterapijo zraven, se pravi, da osvetljuje to barvo, te curke osvetljuje, da se barvajo v različnih barvah. Zelo prijetno. Fante nas že od majhnega napeljujejo, modra je barva za fante, roza za punčke in tako naprej, ampak vaša želja po modrini v tem stanovanju verjetno izhaja z narave ali ne vem česa? Ja, iz narave, nekako modra pa zelena, si predstavljam naravo in hotel sem to umestiti v stanovanje, da uravnoteži vso to tehniko. Seveda, nas moške pa zanima tudi tehnika, ne? To je bilo pa gotovo vaše področje. Vidim, da je kar vse dodelano, na hitrco pogledal, preštel zvočnike, 5:1 sistem, televizor, ukrivljen, modern, tak mini kino doma. So še kakšne druge stvari, ki se skrivajo, take zanimive? To je bilo vse pomembno. Pol so tukaj še luči, se spreminja barvo. Lahko se tudi poveže z glasbo, da utripajo te LED luči. Aha, za spreminjanje vzdušja, za ustvarjanje posebnega vzdušja? Ja, lahko nek domači mini disko ustvariš, pa ozvočenje je tudi po celem stanovanju povezano. Aha, več različnih prostorov na istem ozvočenju, če prav razumem? Ja, lahko predvajam isto glasbo v več prostorih ali pa različno. Kaj to pomeni, tudi v kopalnici, v spalnici? Tudi, ja. Aha, prav res? Ja. Super. Ampak od protiutež televizorju sta pa na drugi strani dale prav nek svoj pečat na steno. Ja, res je. Tukaj na tej steni pri mizi sva od začetka že planirali neko sliko. Motiv je bil seveda vodni. To sliko sva kar nekaj časa iskali, sva vse preiskali, da bi dobili nekaj primernega. Res je, da take stvari lahko tudi zelo veliko stanejo in tudi vemo, da slikarji pač po naročilu niso najbolj navdušeni, če bi kaj takega narisali, in v končni fazi sva potem zgrabile čopiče v roke in nastalo je tole nočno morje. Aha, nočno morje. Ja, pa res je neki planktona, se svetlika. Ja, in kaj? To ste zdaj skupaj ustvarile? Ja, zdaj pa čakamo na nova naročila. Si predstavljate, da vam za namestitev novega talnega ogrevanja ne bi bilo potrebno odstraniti obstoječih talnih oblog in rušiti tal? Prav to vam omogoča inovativni 12-voltni sistem talnega ogrevanja. V Sloveniji je 130 dni na leto temperaturno idealnih. Ostali so ali pretopli ali prehladni. Kakšno inovativno rešitev imate za tiste prehladne? Danes bi vam predlagal za tiste prehladne dni, da se ozremo na slovenski proizvod, in sicer je to 12-voltno talno ogrevanje po sistemu EECO. Govorimo o ogrevalnem sistemu, kjer grelna površina v prostoru obsega največji obseg, se pravi, dobimo največjo grelno površino telesa in učinkovitost izjemno visoka. Napaja se preko 12-voltnega sistema
ne? In s tem beležimo nizko porabo električne energije. Za kakšne stavbe je vse to primerno zgolj za novogradnje ali tudi za recimo obnove? V prvi vrsti lahko rečem, da je idealno za obnove, za sanacije, pa tudi zaradi hitrosti vgradnje sistemov, ne? In prilagodljivosti, ker lahko polagamo tako pod ali na estrih, ne? Pohitrimo tudi čas gradnje. Gospod Andrej, pri načrtovanju vaših projektov že svetujete kot ogrevalni sistem 12-voltne trakove. Kako lahko pokažete, kako deluje ta sistem? Ja, najprej smo si umislili demo sobo, kjer sem želel zadevo preveriti tudi sam. In z toplotno kamero lahko dejansko strankam tudi pokažemo, kako to deluje, tudi poleti. To je trak, ki je položen pod aluminijast trak, plastificiran, ki je položen pod tlakom, tudi v tem primeru javorjev parket. In s to kamero vam lahko potem pokažemo temperaturo, ki jo oddaja v prostoru. Recimo sedaj snemava tla. Tako je. In je na posnetku je videti prav trakove, ne? Tako. In tukaj je trak približno 26 stopinj, ne? In je vaša roka 10 stopinj bolj topla. Pomeni, da dejansko, če potipate tla na tleh, ne čutite, da so tla topla, ampak so v bistvu hladne, ker iz vaše roke prehaja toplota v tla. Prostor je pa, ima zelo, pač celotna 60-70% površina je ta trak prekrita in ta trak seva toploto in ima zato, ker je največja površina, to nižjo temperaturo. Kako pa izgleda montaža pri sanaciji? Pri sanacijah je izjemno enostavno. Namreč, če pogledamo klasiko, ne, in želimo vgrajevati talno gretje klasično, je potrebno razbijati, se pravi, te tlake, poglobiti, dati medij, se pravi, cevi in potem nov estrih. Ne. Tukaj je popolnoma enostavna zadeva. Na obstoječe površine položimo trakove, ne, jih zaščitimo z mrežico, potem premažemo z gradbenim lepilom, se pravi, izravnalno maso, da nekako naslednjim polagalcem, ko pridejo, ne, oziroma kasneje mogoče odstranijo ponovno te pohodne površine, damo nek marker, da ne pride do poškodbe. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Prvič, izognemo se dodatnim stroškom pri sanaciji, se pravi odstranjevanje tlakov, ker jih tukaj ohranjamo. Ne? Vse skupaj pa povišamo za nekaj centimetrov. Koliko pa traja v povprečju montaža? Montaža v povprečju traja sama montaža, ne? Ko so prostori pripravljeni za to, traja na objekt mogoče en dan. Redko kdaj več. Če je objekt res večji, malček več, ampak običajna družinska hiša je lahko položena v enem dnevu. Gospa Nive Svi, kot arhitektka, ste že na svojih projektih uporabili 12-voltni ogrevalni sistem. Kakšni so prvi odzivi naročnikov? Ja, odlični odzivi, moram reči. To je bilo v bistvu pri projektu za gospoda, ki je v bistvu želel imeti nov objekt kot vikend, lesen objekt, in tam smo svetovali, da bi uporabil to gretje in izkazalo se je v bistvu, da je izredno uspešno. Zakaj pa? Skratka. Ker so stroški izredno nizki, pri 170 kvadratnih metrih notranje stanovanjske površine pride 360 evrov na ogrevanje celotno, plus seveda on ima tudi kamin, 2 kubika nekje drv, ne, za kamin. Tako da ja. To so stroški na sezono ali celo leto? Celo leto. Izredno je uporabno v bistvu pri prenovah, zaradi tega, ker velikokrat se pokaže, da so potrebni v bistvu, da se ne more dodati nekih tlakov oziroma višin, da se pač vzdržuje nekje enaka višina, kot je že v samem prostoru. In pri tem, zaradi v bistvu te minimalnega dodajanja višine, je zelo uporabno pri prenovah. Imate kakšne ugodnosti, kako bi si to lahko lažje privoščili? Seveda imamo ugodnosti. Lahko si vam ponudimo 84-mesečno obročno plačilo tako za namen ogrevanja ali pa postavitve sončne elektrarne. Ne? Tako v paketu poleg vsega pa bi vam ponudili še ugodnejši odjem električne energije Petrol. Oglasite se seveda lahko pri nas na energetskem centru Petrol v BTC-ju v Ljubljani, kjer vam bomo vse skupaj razložili, ali pa nas poprašate na naših spletnih straneh. Kaj pa ob izpadu elektrike?
In kaj vas lahko pogreje ob izpadu elektrike? Mogoče odprti kamini ali peči na prosti led. Drži, ogreje vas pa seveda tudi toplo veja. Če vas zanima še kaj več o inovativnem talnem gretju, obiščite našo spletno stran www.tvambienti.si. Po oglasih pa izveste vse o pridobivanju subvencij za vgradnjo sprejemnikov sončne energije. Ogledali pa si bomo tudi stanovanje, kjer lastniki kar svoje terase spremljajo koncerte na Kongresnem trgu. Ostanite z nami. Sonce je neizčrpen vir obnovljive energije. S sončnimi sprejemniki preko medija ali neposredno ogrevamo sanitarno vodo, lahko pa ogrevamo tudi objekt. Ekosklad nudi subvencije za vgradnjo sprejemnikov sončne energije. Poglejmo kakšne. Praktično vsa energija, ki jo koristimo ljudje na Zemlji, prihaja od sonca. Sprejemniki sončne energije tako predstavljajo najbolj enostaven in učinkovit sistem koriščenja te energije brez nekih zapletenih posrednikov in naprav. Sprejemniki sončne energije so načeloma namenjeni pripravi tople sanitarne vode, prilagojeni sistemi, predvsem v energetsko učinkovitih stavbah, pa služijo tudi podporo ogrevanju stavbe. Poznamo načeloma dva tipa sprejemnikov sončne energije. Prvi tip so ploščati, v katerih je po posebnih ceveh špiralno napeljana ogrevna voda, in pa vakuumski, ki jih vidimo na tem primeru, ki zaradi vakuumskih cevi in pa refleksijskih površin pod temi cevmi imajo boljši izkoristek, zato je njihova površina, potrebna površina lahko manjša, so pa nekoliko dražji od običajnih ploščatih sprejemnikov, ekonomika vgradnje je pa približno enaka. Običajno potrebna površina ploščatih sprejemnikov sončne energije za eno družinsko stavbo s 4 do 5 osebami znaša 8 kvadratnih metrov, vakuumskih pa je dovolj približno 5 kvadratnih metrov. Seveda mora biti sistemu prilagojen tudi ustrezno velik zalogovnik toplote. Za eno družinsko hišo je njegov potreben volumen okoli 500 litrov. Sprejemnikom sončne energije mora biti seveda prigrajen tudi ustrezen generator toplote. Primarno ta skrbi za ogrevanje stavbe, skrbi pa tudi za pripravo tople sanitarne vode v dneh, ko sonca ni dovolj, predvsem to velja za zimske mesece. V tej kotlovnici vidimo kombinacijo toplotne črpalke kot primarnega vira ogrevanja z ustrezno velikim zalogovnikom toplote in pa s prigrajenim zalogovnikom tople vode, ki ga primarno dopolnjujejo sprejemniki sončne energije. V tej kotlovnici pa je prikazana kombinacija sodobnega kotla na lesno biomaso, prav tako z dograjenim ustrezno velikim zalogovnikom toplote in pa prigrajenim bojlerjem, ki ga primarno dopolnjujejo sprejemniki sončne energije. Finančni prihranek v primeru, da sicer toplo sanitarno vodo pripravljamo v električnem bojlerju, znaša na letni ravni približno 350 evrov, velja za družinsko stavbo. V primeru, da sicer toplo sanitarno vodo pripravljamo z zemeljskim plinom, znaša ta prihranek približno 160 evrov. V primeru priprave tople sanitarne vode s toplotno črpalko pa znaša prihranek na letni ravni približno 130 evrov. Ekosklad nudi nepovratna sredstva za vgradnjo sprejemnikov sončne energije. Višina nepovratne spodbude je omejena na 20% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo tako dobavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije, črpalk, zalogovnika toplote, razvodov in tako naprej. Višina spodbude je omejena tudi na 200 evrov po kvadratnem metru vgrajenih sprejemnikov sončne energije. Torej, v primeru vgradnje sprejemnikov za eno družinsko stavbo pri površini 8 kvadratnih metrov lahko investitor računa z do 1600 evrov nepovratnih spodbud. Seveda je za vgradnjo sprejemnikov sončne energije na Ekoskladu možno pridobiti tudi ugodni kredit. Vsi podatki
ki so potrebni za pravilno prijavo na razpis in kasnejšo dopolnitev vloge, so dostopni na spletni strani Ekosklada. Stanovanje s prekrasnim razgledom na vrhu obnovljene stavbe v Ljubljani so opremili kar s 3 kopalnicami in razkošno teraso. Je moderno zatočišče, ki preseneča simfonijo barv. Na vrhu obnovljene meščanske stavbe v središču Ljubljane se skriva prostorno stanovanje. Lastniki lahko kar svoje terase poslušajo koncertno dogajanje na Kongresnem trgu. Marjetka me že čaka na terasi. Gospa Marjetka, v teh prostorih so bile prvotno pisarne. Kakšni posegi so bili potrebni, da so zdaj nastala ta razkošna stanovanja? To stavbo so v celoti prenovili in v njej naredili udobna razkošna stanovanja. Vsak ima tudi svojo teraso in pa hiša je pridobila tudi udobno dvigalo. Hiše so stare, tako da je zunanja skelet ostal enak. Notranjost pa je polepšan z temi, kot sem rekla, terasami, na katerih si je vsak ustvaril vrt in pa nek udoben kot za sedenje. Kakšne pa so bile želje, zahteve lastnikov po notranji opremi? Predvsem so želela imeti udobje in pa prostor za prijatelje in druženja. Par namreč živi sam v tem stanovanju, ki obsega kar precej kvadrature, 120 je ob vstopnem delu in v srednjem prostoru, potem pa se povzpnemo po stopnicah še v eno sobo, odkudar je izhod na veliko teraso. Najprej je bila ta soba predvidena za delovno sobo, za pisarno. Kot sem že omenila, imata pa pogosto obiske in sta to sobo namenila za goste, za spalnico gostov. Pritlični del, torej del, kjer vstopimo, je en sam velik prostor. Tako imamo v njem dnevni prostor, jedilnico, kuhinjski del in, kot sem zdaj rekla, zamenjavo, pisarno. Sedežni garnituri sta 2. Prav tako se vidi, da druženje so pogosta pri njima, je tudi velika jedilna miza in pa odprta kuhinja. Pa precej nenavadno se mi zdi, da so kar 3 kopalnice v enem stanovanju. Ja, taka kvadratura zahteva tudi to možnost, da ima tako to vrstno udobje. Iz spalnica ima svojo kopalnico, soba za goste tudi. Drugače pa so te kopalnice zanimivo tudi opremljene. Namreč vse 3 imajo po tleh in stenah mozaik, vsaka v svoji barvi. Ostala oprema pa ni tako razkošna, je bolj asketska, ampak se lepo usede v vsak prostor, vsako kopalnico in ima v bistvu vsaka kopalnica svojo zgodbo z opremo. So vsi 3 mozaiki oblikovno enaki, pa so samo barve različne, ali so tudi oblikovno različne? Točno tako, enaki so. Oblikovno in kockice oziroma kvadratki so enakih velikosti, se samo barvno razlikujejo. Ampak, se veš, mozaik je stvar prestiža, a ne, in se mi zdi, da je bil pravi izbor za to stanovanje. Ampak mozaik sam lahko mi umestimo tudi samo v del kopalnice, naprimer, kjer imamo tuš, lahko samo del stene med ogledalom in umivalnikom damo mozaik, mogoče stenski gabarit samo preoblečemo v ta okras. Rešitev in idej je veliko, a ne, in tudi za vsak žep so. Stene tukaj niso pod pravim kotom. To je stara hiša v središču mesta, ne vemo, kako so takrat gradili. Tako, kar malo počez? Ja, niso počez gradili, ampak te debele stene so bile delane, vse pač zidane, to so metrske stene, omet je bil nametan v večjih slojih, no, ampak v glavnem ta zidava je ostala taka, kot je, a ne, tudi po sanaciji, kljub temu, da je zmodernizirano in prenovljeno, so ostale take majhne napakce. Nepravilnosti. Tako,
Se pravi, niso koti? Ne, niso vsi koti pravi. Tako je imel mizar kar veliko dela, da je naredil šablone, da je povzel točne mere sten, zlasti pri spodnjih omaricah kuhinjskih in pa pultu. Stene so bele, ja, zato ker je tudi les dosti prisoten v stanovanju, naprimer parket, pa potem stopnišče je v lesu, a ne, stopnice, ki vodijo višje nadstropje. In pa smo pa se odločili skupaj z lastnikoma oziroma mladim parom, ki živi notri, da damo poudarke z živimi barvami, katere prostor tak dopušča, ne. Mi v majhnem stanovanju težko umestimo skupaj močni barvi, kot smo jih mi, turkizno in vijolično. Vijolična je barva prestiža, ne? Hitro napolni prostor. Tako da je tukaj pa nekako se lepo zlije z ostalo opremo in barvami. Je pa tudi to res, da lahko te blazine in dodatne okrase v teh barvah menjamo, glede na letni čas, glede mogoče na kakšne praznike, a ne, okrasimo po želji in tistem trenutnem navdihu. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko med drugim v našem arhivu ogledate tudi vse oddaje, ki ste jih morda zamudili. Hvala lepa za vašo pozornost. Namenite nam jo tudi prihodnji teden, ko si bomo ogledali vrtec v Poljčanah, zasnovan kot sklop igralnih prostorov, ki jih povezujejo ulice, trgi in pokrite terase, ter svetlo družinsko hišo z velikim vrtom, ki je igralni prostor za otroke.